Sledita pa kar dve novici povezani s ponarejanjem stvari. In da je še bolj zanimivo, se obe dogajata v okolici Maribora. Zdaj, brez skrbi, nihče na Štajerskem ne ponareja alkohola. Tako pogumnega človeka ni. So pa ponarejali nekaj drugega, kar te zasvoji. Cigarete. Na območju Maribora so namreč v skladišču naleteli na nezakonito proizvodnjo cigaret. Zasegli so kar 4 tone in 370 kg tobaka za kajenje. No, hkrati je bila zasežena tudi večja količina embalaže s ponarejenimi vzorci in napisi priznane blagovne znamke cigaret in oprema za proizvodnjo. Mene najbolj žalosti dejstvo, da je bila to lahko novica o uspehu slovenskega start-up podjetja. Danes hipsteri po celem svetu delajo kraft piva, pa ne vem kaj vse. Oni bi lahko delali kraft cigarete. Za hišo bi gojili slovenski tobak, zapakirali bi ga doma, z eno tako fajn usnjeno embalažo, pa ga poimenovali Makarovič, recimo. Če bi pa na vsak način hotel upravljati ilegalno dejavnost, bi bili pa lahko vsaj malo bolj izvirni pri imenih ponaredkov. Jaz ne vem, namesto West bi lahko bil East. Namesto Boss bi jaz dal, da piše šef. Pa namesto Marlboro bi pisal Mariboro, kaj pa drugega. Druga novica o ponarejevalcih iz Štajerske pa je povezana z zdravniki. Ideja za film Štajerski ponarejevalci, ki se pretvarjajo, da so doktorji, naslov Doktor Majster. Note to self. Dajmo pogledati novico o pravih zdravniških ponarejevalcih. Oba zdravnika sta zdravniška spričevala za zaposlene v podjetjih in športnike za podkupnino izdajala več let. Eden izmed njiju pa je proti plačilu izdajal tudi potrdila o hitrih in PCR testih, čeprav jih sploh ni opravil. Kar mene najprej zanima, a je kdo preveril njuno spričevalo? Ker če ste ponarejala druge, ste lahko ponaredila tudi svojega. In druga stvar, razumem, da ste ponarejala zdravniška spričevala za športnike. Mogoče dojemlje poživila, pa hoče to skriti. Če je na steroidih, bomo to itak kmalu videli. In slišali. Ampak zakaj bi pa kdo potreboval ponarejen zdravniško spričevalo za službo? Kaj piše na tvojem izvidu, da ti mora nekdo popraviti oceno sistematskega pregleda? A si se v življenjepisu zlagal, da imaš platfus? Nočeš, da sodelavci izvejo, da si, ne vem, farmblind? Grozno. Sta bila pa oba zdravnika 48 ur v policijskem pridržanju, zdaj pa so jo morali spustiti na prostost. Kot kaže, sta si priskrbela zdravniško opravičilo. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.